Kar se tiče samih esencialnih maščobnih kislin, ker osebno bolj nekako priporočam tudi rastlinski vir različnih živil, priporočam olje iz alg, ker olje iz alg vsebuje tudi eno pa drugo verigo esencialnih maščobnih kislin. Lahko pa recimo užijamo kakšna lanena semena, čija semena, ki vsebujeta alfa-linolensko kislino, iz katere nastane ta EPA pa DHA. Poleg tega pa kakšni orehi recimo so dober vir omega-3, tudi kakšne stročnice, zelena listnata zelenjava je izjemno dober vir omega-3 esencialne maščobne kisline. Poleg tega pa, kar je v povezavi s selenom, vsekakor brazilski oreški ali kakšni drugi oreški, v brazilskih jih imajo nekako največ, tako da 2 do 3 brazilska oreška na dan, če nimamo težav, seveda, kakšnih intoleranc ali alergij, so res dobrodošli. Nažalost, selena je premalo v zemlji, tako da tudi živila, ki bi ga sicer morala imeti, ga ne vsebujejo dovolj, tako da tukaj moramo biti pazljivi, videti, če imamo kakšno pomanjkanje. Poleg tega pa seveda polnovredna hrana, polnovredna rastlinska hrana, veliko vlaknin je zelo pomembno za zdravje ščitnice in najbolj ključna stvar je tudi, da poskrbimo za delovanje naših ledvic, da se ne izčrpavamo, da ravni kortizola ne rastejo. To se dogaja seveda takrat, ko smo veliko pod stresom in zaradi tega se tudi zgodi to, da nastane hormonski disbalans. To pa seveda vpliva na delovanje hormonov ščitnice v negativnem smislu. Hvala lepa.